Zmeljko, Goga, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi tebi. Kot berem, prihodnje leto slavite 100 let. Tako, mi in ves svet z nami, namreč gre za 100-letnico rojstva znanega junaka z obale Sergeta. Če mogoče bolj definiraš, kdo je ta Sergio, tržaški James Bond? Torej, mi smo na drugem albumu Chico in Paco izdali pesem Sergio, kjer smo opisali njegovo zgodbo, drugače gre za enega legendarnega obiskovalca portoroških lokalov in gurmana, zapeljivca in še kaj, ki je tragično končal svojo življenjsko pot tam v 80-ih na slovenski obali in smo posvetili to pesem. Še danes v bistvu se krešejo mnenja, gre za realnega človeka, za mit oziroma legendo. Čeprav jaz mislim, da sem ga videl v enem tašnem modrem Fiatu, ko sem bil še mali, ampak nisem čisto ziher, tako da mi privzemamo, da gre to za eno kombinacijo človeka, reinkarnacije, tega človeka v galebu in pol boga oziroma nekaj kot kakšna pojav iz grške mitologije. Vprašanje je, kdo se je prej reinkarniral, on ali modri Fiat? Modrega Fiata vem, da se stavljajo, ne vem, ena novica se je pojavila, da so tiste koške, ki so ostali od znamenitega Fiat Mille 3, sestavljene zdaj v čisto, realen avto in da ga prodajajo na dražbi. Mislim, da se Leonardo DiCaprio nekaj ogreva, da bi ga kupil. Sedaj ste skladbo z leta 1996 obudili in jo tudi posodobili. Tako je, posneli smo še enkrat, to je tašni malo bolj sodobni obliki, kitare žgejo kot kožarjavica pod roštiljem. Povabili smo tudi vnuka od Sergeta, tržaškega reperja Nafa, tako da je stvar precej predugačna, pa še en lušen video smo posneli na to temo. Tako da se sedaj lahko tudi vidi, ne samo posluša. Tako, in nad čemer smo bili najbolj navdušeni to, da je ta režiser, ki nas je snemo nabavo en kup Gucci oblek, ki nam še danes polnijo sobe in nas bojo zalagale z imidžem za naslednjih 5 do 10 let. Vidim pa, Goga, da si se tudi tetoviral. Ja, nažalost nisem imeli Hello Kitty, kar sem si smrtno želel, ampak tudi tisti, reperski tatuji so čisto dovolj seksi za potrebe videa. Boste pa Sergiu iz Trsta posvetili tudi velik koncert prihodnje leto? Drži, smo se odločili, da bomo vse skupaj naredili na veliko, sicer smo najprej nekako se ogrevali, da bi naredili promocijo plate, ki bo ravno takrat enkrat izšla, ampak potem smo rekli, da vseeno zmaga ideja, da obeležimo to 100-letnico, ker 100 je ipak 100. Mislim, vprašanje, če bomo naslednjo 100 še lahko praznovali, sicer mi dajemo veliko upanja na razvoj znanosti in tehnologije, ampak ziher je rekla Nuna in veš, kako gre dalje. Do takrat mislim, da bo še nekaj skladb in nekaj albumov do 200-letnice. No, nekaj zagotovo bo, ampak kot pravim, nisem čisto prepričan, da bomo 200 dočakali, tako da dajmo tega 18. marca proslaviti 100-letnico, potem pa dalje, kot bo nam usoda naklonjena. No. Kot si pa omenil, takrat tudi novi album? Ja, v bistvu smo zdaj pri miksanju zadnjih 2 komadov, tako da, če bi bili zelo pridni, bi lahko to že čez 2 tedna izdali, ampak ker nismo niti tako pridni, niti se v bistvu nam nikamor ne mudi, bomo to na izi spaskali, pa bomo do takrat enkrat ziher ga uradno še izdali, ja. Bo pa do takrat tudi skompletiran oziroma sestavljen modri Fiat? Ja, nekaj bomo zagotovo sestavili, tako da če ne bo Fiat, bo pa mogoče raketa. Bo pa sedaj prenovljeni Sergio tudi v našem radijskem etru, zato Goga, enostavno Sergio? Tako, sempre Sergio. Čau, Goga tukaj z Melko, radioaktivno. Sergio iz Trsta je bil dobro hranjen dečko za svojih 60 let. Njegov modri Fiat jih je imel pol manj, a jih ni kazal več kot 10. Zbran je črna sulja in sončnimi očali, v tem izgledal kot James Bond. Edina omembe vredna stvar v njegovem življenju bi en močen karambol. Sergio, 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 tržaški James Bond. Sergio, 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 tržaški James Bond. Za portoroško noč je povlekel iz predala verižico iz Labrčalet. Poleg ribe, žensk in vina si je hotel privoščiti tudi lep ognjemet. Ko je s Fiatom divjal iz zaspuha puščal meglo, da so tudi ptiči mogli pristati. A na ostrem nepreglednem ovinku se je zgodil tisti usodni preobrat. Sergio, Sergio, Sergio,
se cvile ga odneslo, je bočno eno štoparko videl in je hotel pobrati. Je vrko brezino začel rikverc divjat, nasproti pripeljala učiteljica v okr Kalimerto in vrgla ven oči. 200-tonski šleper za Sergio, to me probal nekaj bremzat, ampak ni bilo kaj naredit. Sergio, 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 tržaški James Bond. Sergio, 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 tržaški James Bond. Počne ravno v trenutku, ko je v Portorož začel ognjemet. Očevidci so povedali, da je Millet preletel više od raket. 4 mesece kasneje so mladi biologi opazili nenavaden fenomen. Galeba s sončnimi očali, nekaj črnega mu je viselo prek ramen. Sergio, 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 tržaški James Bond. Sergio, 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 tržaški James Bond. Sergio non so mona, lui son mito, lui son drago. Fuori in Yugo a far benzina, ed è cosina fino un mago. Poi la 5 a Porto Rose, poca figa, molto pivo. Che casino quel carambol, ma nonno Sergio quasi è vivo. Sergio, 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 tržaški James